Tako kot v drugih komunalnih podjetjih po Sloveniji se tudi v Krškem Kostaku kopiči odpadna embalaža. Na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad je trenutno okoli 250 ton neprevzete odpadne embalaže. Ni problem predelati te embalaže, problem je pridobiti tega, ki bo to plačal. Se pravi, za vso embalažnino je nekako zbran denar pri embalerjih, vendar izgleda, da je zbrana količina embalaže pri komunalnih podjetjih večja, kot je zbranega denarja za embalažnino, in zato nastane problem, ki se ga nekako pojavlja na vseh komunalnih podjetjih. In zakaj embalaža zastaja? Potem, ko so bile družbe za ravnanje z odpadno embalažo nekaj časa dolžne odvažati vso embalažo, je Ustavno sodišče decembra lani odpravilo spremembe okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih je izdal Arso. Nekako z interventnim zakonom so se nekatere komunale rešile embalaže, nekatere še ne, vendar tukaj moram povedati, da ni problem pri komunalnih podjetjih. Komunalna podjetja redno pobirajo odpadke iz ekoloških otokov, iz posod za mešano embalažo. Problem je pri načinu financiranja oziroma ne vemo še, kje nastane problem. Ugotavljamo, da je zbrane skoraj enkrat več embalaže, kolikor je zbrano embalažnine. Leskovar ob tem ocenjuje, da se na trgu pojavlja velika količina neevidentirane embalaže, vse več je embalaže, ki se na trgu pojavlja zaradi vzpona spletne trgovine. V Sloveniji imamo 6 družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki se financirajo z embalažnino. To pa plačujejo podjetja, ki letno proizvedejo ali uvozijo več kot 15 ton embalaže. Določena podjetja, ki proizvedejo manj kot 15 ton embalaže, ni treba plačevati embalažnine, in tukaj je lahko teh manjših podjetij toliko, da se zbere taka količina embalaže potem pri samih komunalnih podjetjih. Tako da tukaj apeliramo na ministrstvo, da naj bi se za vse količine embalaže, ki pride na trg, tudi ustrezno zaračunala embalažnina. S problemom neprevzete odpadne embalaže se komunalna podjetja soočajo že dobro leto. Mislim, da je potrebno počakati na novo vlado, na novega ministra in potem na ukrepe novega ministra. Saj ti ukrepi, ki jih je sprejel obstoječi minister, niso nekako rešile težav, ki se pojavljajo v komunalnih podjetjih. Najbolj nas je pa, bi rekel, Zbornico komunalnega gospodarstva in pa komunalna podjetja je pa najbolj presenetila izjava ministra, da je to itak skrb komunalnih podjetij, da najdejo načine, kako se rešiti tega. V skladu z zakonom ni to naloga komunalnih podjetij in tudi ne smemo predati embalažo drugam kot embalažnim družbam.